Pred nekaj dnevi je ameriški predsednik Biden sklical vrh demokracij sveta, povabil je čez 100 držav, v katerem je Biden povedal nekaj, kar je značilno za Ameriko. Tudi tokrat se hoče Amerika, tokrat v globalnih razmerah, gre za več kot 100 demokracij, ki so razporejene po vsem svetu, da se Amerika postavi na čelo teh demokracij, ki jih bo poskušala organizirati. Amerika je velika sila, to je najmogočnejša sila sveta. Ona ima interes, svoj varnostni, politični interes velike sile, da te demokracije sveta organizira proti nedemokracijam sveta. Torej, da jih organizira v Latinski Ameriki, v Afriki, v Aziji, na Daljnem vzhodu, Bližnjem vzhodu in tako naprej in tako naprej. Tukaj bi rekel, to je geopolitičen koncept Bidena, ki je rekel 111 demokracijam, o tem moramo premišljati, kako bomo naprej in tako naprej in tako naprej. Tukaj bi rad povedal eno stvar, ki ima zveze z zgodovino. Geopolitika, ko jo ti pogledaš od blizu, geopolitika je veščina in veda, ki se ukvarja s politično vrednostjo prostora. Ampak vsega, kar je na tem prostoru, ljudstva, naroda, nacije, tradicije, kulture, jezika, skratka, geografije in tako naprej. In ko človek pogleda, kaj je vse to, s čemer mora, od česar zavisi politična vrednost prostora, ti vidiš, da je geopolitika v bistvu zgodovina. Geopolitika je najprej zgodovina. Zakaj tukaj omenjam Združene države Amerike? Ker Združene države Amerike, jaz mislim, da to ni slabo, ravnajo skladno s svojo zgodovino. Znova ravnajo skladno s svojo zgodovino. In mi, ki smo kritični, vsi, na en zelo komoden način do Združenih držav Amerike, moramo se nečesa zavedati, kaj pomeni Amerika in njena geopolitika in zgodovina. Amerika je v prvi svetovni vojni intervenirala na strani liberalnih demokracij. Amerika je v drugi svetovni vojni intervenirala na strani liberalnih demokracij. Amerika je po letu 1945 vzpostavila demokracije v tistem delu sveta, za katerega je bila dogovorjena z Sovjetsko zvezo, torej v Zahodni Evropi. In je postavila demokracije. Tukaj moram komentirati samo eno stvar. In sicer idejo, da so po vojni na Zahodu demokristjani, De Gasperi, Adenauer in tako naprej, vzpostavljali zahodne demokracije. Veste kaj? Amerikanci so te ljudi izbrali in jim poverili, da izgradijo zahodne demokracije, jih nadzorovali in po potrebi menjali. Bili so demokristjani zakaj? Bili so zato, ker je bil pojem demokristjana antifašista, kot je bil De Gasperi, kot so bili Schumann in tako naprej, ker je bil pojem demokristjana antifašista pravi za Zahodno Evropo. Namreč antifašist, socialist je bil pojem, ki je bil rezerviran za vzhodni blok. In tam je Sovjetska zveza na svoj totalitaren način, torej s tanki in naprastano represijo, vzpostavljala torej svoj geopolitični red z svojimi socialisti. Zdaj, tako kot je Amerika vzpostavila red na Zahodu, kot je Sovjetska zveza na vzhodu, pride po letu 90 do involucije vzhodnega bloka in Amerika poskrbi tudi, da se sistematično začnejo vzpostavljati demokracije. Mi smo jih vsi hoteli imeti, nedvomno, ampak hočem reči, da je Amerika je
to tudi nadzorovala, ker je velika sila in ker hoče imeti nadzor nad Evropo. Ona, jaz mislim, da zelo pravilno razume Evropo kot svojo največjo geopolitično dobit in noče izgubiti nadzora nad to enoto geopolitično. Naj tukaj dodam problem suverenosti, če smem, problem malih držav in njihove suverenosti. Male države smo obsedene z suverenostjo, vsi smo suvereni, nad nami ni višje oblasti in tako naprej in tako naprej. Vse je to res, ampak Evropska unija je organizacija življenja, kjer je suverenost kot vrhovnost odločati o samem sebi, organizirana tako, da smo suvereni lahko vsi, če je suverenost vsakega omejena. In tukaj, zato imamo pravno državo, ki ti reče, ti si suveren do tam, kot piše to v mednarodnih pravnih aktih. Ne? Ampak zanimivo je to, kar ste zdaj rekli, ne, da mi smo z vstopom v Evropsko unijo pristali na evropski pravni red. Ja. Zdaj pa ta zgodba s suverenostjo poteka tako, vsaj tako jaz vidim, da se zanika ta skupni pravni red in se skuša pravni red posamezne države dvigniti nad skupni pravni red, ki smo ga vstopom v Evropsko unijo sprejeli. Ja, poglejte, a smem na to Seveda. Poglejte. Evropska unija nima ustave. Ustava je kaj? V političnem smislu je ustava najvišja obljuba oblasti svojim državljanom, da bo izpolnjevala to, kar piše v ustavi. Evropa te ustave nima, ampak ima pa nekaj drugega. Ima pa skupni pravni red. In ta skupni pravni red se imenuje acquis communautaire. Ta skupni pravni red, vsaka država članica, ki vstopi v Evropsko unijo, podpiše, da bo priznala vrhovnost tega pravnega reda nad pravnim redom svojih držav. Potem vsaka država, ko podpiše pogodbo, jo tudi ratificira, s tem postane ta pravni red in tako naprej. Tisto, kar moramo povedati, je naslednje. Evropska unija ne zanika suverenosti nobeni državi, ampak postavlja pa en princip, ki ga je treba spoštovati, sicer bo Evropska unija umrla. In kjer je ta princip? V primeru spora med institucijami Evropske unije, Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo, Evropskim sodiščem in državo članico, v primeru spora, se bo ta spor reševal po pravu Evropske unije, ne pa po nacionalnih pravih. Zakaj se bo reševal po pravu Evropske unije? Zaradi tega, ker ko bo poleg Poljske in Madžarske, ki zahtevajo vrhovnost svojega prava nad pravom Evropske unije, to zahtevala še Portugalska, Grčija, Slovenija in Latvija, bo konec Evropske unije. Enotnost pravnega reda v odsotnosti države predstavlja edini zapisani sistem pravno zavezujočih vrednot, ki to Evropsko unijo drži skupaj. In kire so te vrednote? Ja, te vrednote so človekove pravice, te vrednote so svoboda tiska, te vrednote so človeško dostojanstvo, te vrednote so in tako naprej in tako naprej. Pravo se tukaj pojavlja kot edini instrument, v katerega so objete vse tiste vrednote Evropske unije, brez katerih te Evropske unije ni. Glede Združenih držav Amerike in vloge Združenih držav Amerike v Evropi, pa tudi na Balkanu, je treba, po mojem mnenju, ne imeti zmotne predstave, ampak se zavedati tega, da so Združene države tiste, ki jamčijo za celovitost in varnost tistih držav, ki so nastale iz bivše Jugoslavije, pa še niso članice Evropske unije. Mislim na Črnogoro, mislim na Makedonijo, mislim na Bosno, tudi na Srbijo. Ne? Amerika je tista, ki
jamči za varnost teh držav in ameriški državni sekretar je pred kratkim rekel, da Amerika ne bo tolerirala kogarkoli, ki bi ustvaril nered na prostoru Balkana. Zakaj? Zaradi tega, ker je Balkan prostor, ki se sam ni sposoben urejati. Balkan je prostor, ki se sam ni sposoben urejati. Če smem narediti eno historično primerjavo, prostor, ki ga pokrivala bivša Jugoslavija, je prostor, ki je v zadnjih 1000 letih, če se oprem na politično zgodovino tega prostora, posebej na diplomatsko zgodovino tega prostora, kot reducirano zgodovino. Diplomatska zgodovina je pomembna zato, ker reducira stvari na problem sile, moči in ravnotežje sil. Ta prostor, ki je od Grčije pa gor do Slovenije, ta prostor je zadnjih 1000 let vedno dihal tako, kot so dihale velike sile. Velike sile so vzpostavljale mednarodni red tega prostora in ko so velike sile propadale, bodisi da je bil to antični Rim, bodisi da je bil to Bizanc, bodisi da so bili to Otomani, bodisi da je bilo Avstro-Ogrski imperij in tako naprej, so velike sile urejale geopolitiko tega prostora in ko so te sile izginile, so tukaj nastajale vedno nove male državice. In ko so se velike sile znova preuredile, ko so znova artikulirale svoj pogled na ta del sveta, so te male državice izginjale. To je napisal to razpravo vaš kolega dr. Vasko Simoniti, eno odlično razpravo, že pred 15-20 leti, ki govori o tem, kako je Balkan dihal skupaj z velikimi silami. Ko govorim jaz o spremembi mednarodnih odnosov, govorim tudi o tem, da se kaže tudi možnost, da se velike sile dogovorijo o reševanju preostalih balkanskih problemov. Moram reči, da ne glede na veliko dobronamernost, pa neodmerjenost pri sebi držav Balkana, mogoče ne vem, Slovenije in Hrvaške, pri reševanju balkanskih zadev je treba povedati, da te države ne morejo pomagati pri reševanju teh problemov. Evropska unija ne more reševati balkanskega problema. To je zadeva, ne vem, Francije, to je zadeva Nemčije, to je zadeva Britanije, verjetno tudi Italije, Rusije, Združenih držav Amerike. Te države namreč lahko naredijo stvari na način, da lahko prevzamejo obveznosti iz nastalega sporazuma. Obveznosti. Nobena od držav iz bivše Jugoslavije, mislim na Slovenijo in Hrvaško, ki se zelo prizadevata za to, da bi preostali del Jugoslavije postal čim prej del Evropske unije, v bistvu niti ni sposobna, niti ni sposobna prevzemati obveznosti, ki bi nastale iz tega, če bi te države postale članice Evropske unije. Ena je tudi ta, da vse te države, vključno z mojo državo in države Srednje Evrope, ki se zelo zavzemajo tudi za to, za rešitev balkanskega vprašanja, so pravzaprav prejemnice denarja iz Evropske unije. Vkolikor bi države, kot je Makedonija, Srbija, Črna Gora, Bosna vstopile v Evropsko unijo, bi se spremenili pogoji dobivanja sredstev iz Evrope in bi mnoge države, med njimi tudi Slovenija, postala plačnica. Ona bi morala vplačevati v fond Evropske unije, iz katerega bi se potem financirale države, ki so mnogo, mnogo revnejše. Jaz sicer osebno mislim, da ambicija Slovenije mora biti, da ni samo neto prejemnica, ampak da postane tudi neto plačnica
neto plačnica v Evropsko unijo. Glede suverenosti in vloge Združenih držav v Evropski uniji, ne spomnim še na eno stvar, z vidika omejene suverenosti, in sicer na naslednjo. V poraženkah druge svetovne vojne, to je zdaj že 70 let, če ne več, pri poraženkah druge svetovne vojne, to sta Nemčija in Italija, so ameriške baze, kjer je stacioniranih več 10 tisoč, mogoče skupaj 70-80 tisoč ameriških vojakov, ne vem točne številke. Pričemer ti dve državi ne morata odločati o tem, ali bojo baze še v Italiji, ali bojo baze še v Nemčiji. Ampak jih preprosto te baze imajo tudi zaradi tega, ker bi brez teh baz Evropa v odnosu na rusko moč, na rusko silo, postala strahovito šibka. Zdaj, če pogledamo, na katero vojsko pa se lahko zanesejo Združene države Amerike, v primeru, če bi morale delovati skupaj z Evropo. Kot veste, Amerikanci se ne zanašajo radi na tuje vojske, zaradi tega, ker se ne zanašajo pač, ker niso prepričane, da bodo funkcionirale tako, kot oni menijo, da morajo funkcionirati. Edina vojska, ki je bila v Evropi dovolj resna vojska in je resna vojska, je Velika Britanija, ki je zdaj sklenila svojo strateško zavezništvo z Združenimi državami Amerike. Druga vojska je verjetno francoska, ostale vojske so pa take, da se Amerika ne more preveč zanašati na te vojske, jih pa verjetno bo uporabljala, rabila za stvari, ki bodo bolj političnega značaja, kot pa recimo vojaškega značaja. No, kot sem rekel, Amerika Evropo še vedno razume kot svojo največjo strateško dobit in jaz nimam nič proti, da jo tako tudi razume. Od Evrope pa je odvisno, ali bo znala, umela svoj intelektualni, moralni, politični, svojo tradicijo uporabiti tako, da ne bo imela občutka neke stalne podrejenosti in neke stalne služnosti in zasuženosti strani Združenih držav Amerike. Glede Evrope samo še ena misel, in sicer vemo, da se Rusija in Amerika zelo razlikujeta. Zdaj se vidi ponovno v zadevi Ukrajina in tako naprej, zelo, ne. Ukrajina postaja hud in resen problem, da smo si na jasnem, ne. Upam, da se Amerika in Rusija, ki se razlikujeta v mnogih zadevah, da imata vseeno enoten pogled nad tem, da držita pod nadzorom Nemčijo, ne. Zakaj pa? Zaradi tega, ker Nemčija ne sme narediti več tretje napake, ne. Nemčija je naredila eno napako leta 1914, drugo je naredila leta 1938 z Anschlussom, pa z Sudeti, pa 1939 z napadom na Poljsko, ne. In vsi vemo te posledice, ne. Zakaj to govorim? Govorim zaradi tega, ker to je špekulacija, ker Nemčija, če bi naredila še eno napako, je več ne bo. Ceterum censeo, Germanija esse delendam, če se parafraziram to, kar je davno rekel Cato, Vatičanec v senatu rimskem. Večkrat ste omenili Združene države Amerike kot pozitivno silo v mednarodnih odnosih, ima pa gotovo tudi zelo negativna plat je te ameriške zgodbe. Tu mislim predvsem na napad na Irak, zgodbo v Siriji, zgodbo v Afganistanu, in Vietnamu, ja, Libiji. Ja. To so zgodbe, ki gotovo niso v prid, ja. Ampak še nekaj, mi zraven tu več ali manj asistiramo. Pa smo mi dejansko samo še igralec v rokah močnih sil. Torej, ko govorimo o Združenih državah Amerike, se mi vprašamo, kaj imate rajši? Da je Amerika taka, kot je bila zadnjih 100 let,
v odnosu na Evropo, ali imate mogoče rajši, da je drugačna, da bi bila mogoče taka, kot je bila pred časom Sovjetska zveza, kot je danes Rusija, kot je danes Kitajska. Hočem povedati nekaj, da je logika delovanja velike sile, posebno, če je ta sila v določenem času bila tudi prva sila sveta, vsaj od leta 90 pa do leta 2010, recimo 2005, najmanj 2010, prva sila sveta, ko smo imeli en kratek unipolarni čas, ali naj ta sila se zdaj obnaša drugače, kot se obnaša v zvezi z Evropo, sem povedal, v zvezi s preostalim delom sveta, pa ta sila funkcionira tako, kot so funkcionirale vse velike sile sveta. Tako je funkcionirala. Hetiti so tako funkcionirale, tako je bil Ramzes II, tako je Perzijsko cesarstvo funkcioniralo, tako je Rim funkcioniral, tako je funkcionirale velike sile, kot je bil Bizanc in tako naprej. Za njih veljajo posebna pravila, namreč velike sile, če razumemo, da po bipolarnem svetu, ko je bil svet razdeljen, Evropa in tudi sam svet na interesne sfere ZDA in Sovjetske zveze, da je po kratkem obdobju unipolarizma prehajamo v obdobje multipolarnosti, to pomeni, da imajo sile, kot so Kitajska, da imajo sile, kot so Rusija, da imajo sile, kot so Združene države Amerike, svoje glavni del. Kako se tam rešujejo odnosi? Po istem principu, kot so se med Atenami in Šparto, kot med Hetiti in pa Egipčani. Po principu ravnotežja sil, po principu vedno večje akumulacije sile, po principu poskušati prevladati nasprotno silo in jo premagati. Amerika je tukaj zmagala kar nekaj vojn. Sem povedal, zmagala je tiste vojne velike v Evropi, zmagala je tiste vojne v hladno vojno, in zdaj smo v neki novi situaciji, ko je treba vzdrževati ravnotežje med dvemi velikimi silami, jaz sem prištevan tudi tretjo silo, tudi Rusijo, in se med temi silami bo po principih klasičnega ravnotežja moči vzdrževalo medsebojni nadzor med samimi njimi in tudi nadzor nad preostankom dela torej sveta. Da je Amerika bila v Vietnamu taka, da je bila v Afganistanu taka, da je bila v Siriji taka, da je bila na Bližnjem vzhodu v Iraku, nedvomno, da je bila taka. Tako je Amerika ravnala skladno s svojimi interesi, in pri čemer naj povem sam še eno stvar. Amerika je izgubila vojno v Vietnamu. Zdaj govorimo na veliko, da je izgubila vojno v Afganistanu po 20 letih. Ampak veste kaj, to so izgubljene vojne, kaj ne rečem, to so izgubljene bitke, ki si jih morda velika sila lahko privošči, medtem je pa Amerika zmagala, kot sem rekel, vojno, v tisto resnično vojno, ko je zavzela praktično celo Evropo za svojo demokracijo. Kako se torej obnašajo te sile? Točno tako, neprestano akumulirajo moč, imajo toliko moči, da je ne morejo zadrževati v lokalnih okvirih in to moč projecirajo navzven, tako da si podrejajo vse, kar si lahko podrejajo. Kaj je zdaj in kako je z malo Slovenijo? Kako je z Litvo, Latvijo? Imamo ravno kar krizo v Ukrajini. Krizo v Ukrajini. Kako na to gleda Poljska, ki meji na Ukrajino? Poljska meji tudi na Belorusijo. Ukrajina in Belorusija sta interesni sferi Rusije, v katere Rusija ne pusti, da bi kdorkoli vstopil. Zakaj? Zaradi tega, ker sem govoril prej o spremembah mednarodne ureditve. In sicer se je mednarodni red po letu 90 spremenil tako, da so se meje, hladnovojne meje, ki so šle od vrha Poljske pa do Trsta, da so te meje šle za več kot 700-800 kilometrov proti zahodu, proti vzhodu, na račun Rusije. In je zdaj nova meja
bi rekel, hladne vojne, ne, postavljena druge. In to Rusija občuti kot neprestano nevarnost. Rusija ne bo dopustila, in Zahod mora razumeti, da je treba drugače delati, da bi vstopile v njeno izključno interesno sfero, ki je Belorusija in Ukrajina, da bi jih Zahod kooptiral v NATO. To bi Rusija razumela kot hipergrožnjo. Zakaj pa hipergrožnjo? Zaradi tega, ker vse slabega, kar je prihajalo za Rusijo zadnjih 1000 let, je prihajalo z Zahoda. Od norih tektonskih križarskih vitezov, ki jih je porazil Aleksandr Nevski, kot veste, ne, pa kasneje do Švedov, pa kasneje do Francozov, pa kasneje do Nemcev. Vse slabo je 1000 let prihajalo proti Rusiji strani Zahoda. In ko toliko časa ti prihaja, jaz mislim, da imaš že v DNK-ju, tako učiš tudi svoje otroke, tako imaš zapisano v vseh diplomatskih zgodovinah, tako imaš zapisano v mnogih memoarjih in v politoloških testih za nevarnost za Rusijo prihaja iz vzhoda. Mislim, da je v času, ki nastaja, varnostne interese Rusije treba upoštevati. Meni je osebno zelo, zelo žal, vam moram reči, da Zahod, da Evropa ne uspe prepričati Rusije, da imamo skupno prihodnost. Da imamo skupno prihodnost. Kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da se ta antagonizem, ki traja med ne čisto evropsko Rusijo, Rusija nikoli ni bila čisto evropska, čeprav evropska kultura ne more brez ruske kulture, ker je tako mogočna, ne? Ampak Rusija politično, geopolitično, mentalno ni bila nikoli čisto evropska. Da se bi ta razkol med Zahodom, med Evropo, katerega del smo tudi, hvala Bogu mi, in upam, da bomo še ostali, ne? Da bi se rešil na način, da bi videli v Rusiji, da bi Rusi tudi videli, da imamo skupno prihodnost. Tukaj bi se zgodila še ena stvar, če bi slučajno do tega prišlo, kar je čista, kaj bi rekel, to so bolj hipotetična razmišljanja, ne? Če bi Evropa in Rusija našli skupni jezik, ne? V tem primeru bi Evropa kar naenkrat mejila tudi na Kitajsko, ne? In če bi mejila na Kitajsko, saj v tem smislu, političnem smislu, ne? Potem bi se nekatere stvari morda drugače urejale, ampak to so samo špekulacije. Kako bi na kratko opisali problem varnosti, suverenosti in obveznosti držav Evropske unije? Torej, glede varnosti in pa geopolitičnega reda še enkrat. Evropska unija je garant, jamči za politični red v Evropski uniji. To pomeni, da je Evropska unija s svojimi institucijami in upam, da tudi najmočnejšimi državami tista, ki stoji za vsem tem, čemur se reče evropska demokracija in evropska pravna država. Od tukaj, kot sem že povedal, prihaja strani Zahoda največ zamer proti vzhodnim državam. Varnostno pa za Evropo varnostno jamči pa evropsko varnost Združene države Amerike. Ne? V njeni percepciji, kot sem že parkrat povedal, je pač Evropa največja aktiva, največja pozitivna stvar in zaradi tega so Združene države zainteresirane, da imajo nadzor nad Evropo. Tukaj je še ena stvar, ki jo je treba povedati. Ne? Združene države so zainteresirane za varnostno skrb, posebno vzhodnoevropskih držav, govorim o 3 baltskih državah, govorim o Poljski, Madžarski, Slovaški in tako naprej. Tudi zaradi tega, če bi prišlo do vojne, slučajno in upam, da ne bo, ne, da bi bila ta vojna zelo daleč stran od Združenih držav Amerike,
tako, kot je bila druga svetovna vojna, kot je bila prva svetovna vojna in če že mora biti vojna, med temi stalno prepirljivimi narodi Evrope, ne bo daleč stran od Združenih držav Amerike. Veliko ste govorili o Združenih državah Amerike. Kaj bi pa recimo dejali o Rusiji, sedanji Rusiji? Kaj smo se iz zgodovine naučili o Rusiji? Kakšno je vaše mnenje? No, če boste šli še enkrat skozi te posnetke, boste videli, da nisem toliko malo govoril o Rusiji, predvsem sem govoril o eni stvari, da si Evropa mora prizadevati in tudi najti način, da prepriča Rusijo, da imamo skupno prihodnost. Jaz sem napisal eno knjigo z naslovom Historia magistra mortis. Klasična formula je, da je zgodovina učiteljica življenja, vemo pa, da je zgodovina tudi učiteljica smrti. To, kar se nam je zgodilo v 20. stoletju, večjega prekletstva, kot je bilo 20. stoletje, za zahodno zgodovino ni bilo. Če pa pogledamo, kaj bi človek se lahko naučil iz zgodovine, zdaj v tem konkretnem kontekstu Rusije, je pa naslednja stvar, da ne daj Bog, da bi kdorkoli še napadel Rusije, ker do zdaj vsi tisti, ki so napadli Rusijo, so te vojne izgubili in Rusiji so se z velikimi žrtvami izvlekli iz vseh teh grozot, ki so si jih tudi sami sebi povzročili. Eno misel glede Rusije in eno misel glede Evrope. Če bosta hoteli Evropa in Rusija kdaj igrati kakšno vlogo pomembno v svetu, bosta lahko naredili to tudi zaradi tega, ker sebi Evropa in Rusija ni povzročila manj zla, kot sta ga povzročili drugim. In če to zelo ni dovolj velik razlog, da bi se trudili za drugačno ureditev sveta, potem bo kakšne boljše razloge težko najdeti.